astronomom in vami, očitno kot je zgodovinarka, smetologinja, filozofinja, zmeraj moram to na začetku povedati. Moja tematika se navezuje na nekaj, kar sem že delala v preteklosti, in sicer jaz sem v preteklosti napisala knjigo o raku dojk. Tokrat sem pa tematiko razširila na to, kako se oglašujejo kampanje v zvezi z rakom, ampak ne samo z rakom dojk, pač pa širše. Izpostavila sem pa v glavnem en moment, in to je moment, kako sestavljavci in pripravljavci kampanj operirajo s tabuji, ki so prisotni pri tej bolezni. Če počakamo, da se tole, da se karkoli zgodi, čakaj, če pa se ne znam. Čakaj, aha, evo, prosti vstati se moral, zdaj se je v redu, hvala lepa. Začela bom številko, ki je morda ne poznate. 27% svetovnega prebivalstva do 70. leta starosti vsako leto umre za različnimi vrstami raka. Ta številka ni popolna. Zakaj ne? Zato, ker 19% držav ali 178 držav sploh nima registra raka. Tako da predvidevati ne moremo, kakšna je ta številka, mora biti pa ogromna. Zato se mi zdi izredno pomembno, da države, ki imajo register raka, ki imajo sredstva, ki imajo zavedanje, kako pomembno je zdravje ljudi, pripravljajo preventivne kampanje proti katerikoli obliki raka. V Sloveniji imamo trenutno 3 državne presejalne programe. Imamo presejalni program Zora proti raku na materničnem vratu, ki uradno poteka od leta 2003. Leta 1998 se je pa začel pilotni projekt v posamičnih ginekoloških ambulantah v Ljubljani oziroma v Srednji Sloveniji in na Primorskem. Od 60. let 20. stoletja pa so občasno te presejalne teste v ginekoloških ambulantah že izvajali. Drug presejalni program je Dora proti raku na dojki. Ta uradno poteka od leta 2008, skoncentriran je v glavnem na osrednjo Slovenijo, vendar pa tudi zdaj v zadnji 2 leti na Maribor, vendar pa je Onkološki inštitut uspel nabaviti tudi mobilno enoto, to se pravi nek avtobus, no da tako po domače rečem, ki pride tudi v tiste kraje, kjer ženske teže dostopajo do tega presejalnega programa. In tretji presejalni program je SVIT, ki ugotavlja obolelost za rakom na debelem črevesu in danki. Izvaja se od leta 2009, kot vidimo. Seveda pa poleg, tu sem pa jaz verjetno, tisto, ki nekaj narobe stiskam, skratka, poleg teh 3 presejalnih programov, ki jih financira Ministrstvo za zdravje, izvaja pa Inštitut za varovanje zdravja oziroma Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, zdaj novo ime, imamo pa še številna društva za posamične vrste raka, ki tudi izvajajo preventivne kampanje. Najbolj znano društvo je Evropa Dona Slovenije. To društvo skrbi za bolnice za rakom dojk oziroma potencialne bolnice že čisto od začetka. Njegova voditeljica, kot verjetno veste, je zdravnica Mojca Senčar in temu programu tudi mi odvajamo največji delež naše dohodnine. Skratka, tako zelo je popularen, da določen del dejavnosti lahko financirajo iz tega naslova. Državne in civilno-družbene akcije ozaveščajo o zdravem načinu življenja, o uspešnosti zgodnjega odkrivanja bolezni, društva pa pri tem sodelujejo in seveda tudi oblikujejo politike na ravni države in pa konkretno pomagajo obolelim. Poleg preventivnih kampanj, ki sem jih ravno kar omenila, imamo pa seveda še celo vrsto svetovnih, globalnih dni proti tej ali oni vrsti bolezni, od Alzheimerjeve bolezni do tuberkuloze,
slučajno 19. novembra sta dva svetovna dneva. En je svetovni dan stranišč, to se pravi, ki opozarja na to, da higienski pogoji povsod po svetu niso dovolj dobri v smislu kanalizacije in tega. Drugi je pa svetovni dan moških. Tega bom preskočila ne iz takega posebnega segregacijskega razloga, ampak zato, ker je vezan zlasti na trženje, ki ga bom pa omenila. In sicer vsi veste brčice, ki se prodajajo na različnih izdelkih od leta 2011, to je skratka tale Movember, ki z idejo, zaradi katere je nastal, to je, da bi moški hodili na urologu, da bi se testirali, če imajo kakšnega raka, nima več praktično nobene povezave. Na kak način te kampanje privabljajo ljudi, da prihajajo k njim? Način se imenuje socialni marketing. Vendar pa uporabljajo tudi načine, ki so zelo znani v tržnem marketingu, kar se meni osebno zdi zelo sporno in bom zdaj razložila, na kak način to poteka. Torej, s tržnim marketingom tudi neprofitne organizacije, kot so društva, oglašujejo zaradi konkurence. To je dejstvo, tudi v zdravstvu. In v oglaševanju zdravja svojo prihodnost vidijo številne industrije, od kozmetične, farmacevtske, prehranske, športne in tako naprej, če tudi izdelki, ki jih oglašujejo samim zdravjem, nimajo popolnoma nobene povezave. Jaz sem za ta namen za naš simpozij analizirala zunanje in notranje oglase v revijah, na internetu, razno informativno gradivo, ki se znajde na mizah v ambulanti, v zvezi s preventivami proti tem trem vrstam raka, to se pravi na dojki, oziroma raka dojk, ker ni tako enostavno, da bi rak bil na, ampak je ponavadi v, to se pravi raka dojk, rak debelega črevesa in materničnega vratu. Oglasi so bili bodisi del zdravstvenih kampanj, pri čemer so bili naročniki slovenskih oglasov Nacionalni inštitut za javno zdravje in pa Društva za boj proti raku, financira pa jih Ministrstvo za zdravje in pa tudi sofinancira pa jih tudi veliko uspešnih slovenskih podjetij, ki se zavedajo, kako pomemben je socialni marketing. Ob tem sem naletela na oglase s tabuji in stereotipi, ki jih te organizacije želijo preseči, da bi se pač ljudje v čim večjem številu vključevali v presejalne programe in živeli zdravo, potem na mimikrijo tržnih oglasov, na zelo neposrečene seksistične oglase, pa tudi na povsem nesprejemljive oglase, ki uporabljajo bolezen ali dele telesa, povezane z rakom, za prodajo svojih izdelkov. Vsi analizirani oglasi so iz tega stoletja, najstarejši je iz leta 2003 in potem najmlajši je letošnji. Ker je v oglaševanju zdravja in preventive pred rakom velik tržni potencial, ga oglašujejo tudi pridobitne organizacije. S tem namreč lahko promovirajo in ponujajo svoje izdelke. Še največ pridobitništva je v zvezi s kampanjami proti raku dojk, na katere se z lahkoto prilepi kozmetična, prehranska, farmacevtska, športna in druga industrija. Večina izdelkov, ki jih ponujajo, pa je za zdravje nenujnih ali celo škodljivih. Kaj je zdaj s temi tabuji v oglasih? Socialni marketing z oglasi javno-zdravstvenih in društvenih preventivnih kampanj poskuša preseči tabuje in predsodke o boleznih in človeškem telesu, ki so že zelo zažrti v našo mentaliteto. Tudi mediji so velikokrat polni nekih laičnih rubrik o zdravju in bolezni, ki jim zaradi površnosti in slabih interpretacij zdravniki niso najbolj naklonjeni. Potem na drugi strani pa imamo tiste kakor prave, strokovne nasvete zdravnikov tudi na raznih portalih. Upravljanje zdravja prebivalstva sloni na neki posredni grožnji s prezgodnjo smrtjo, to je največji tabu od vseh tabujev, skratka potem spremembo slabih življenjskih navad in pa preoblikovanjem slabih življenjskih navad v boljše, torej da začnemo živeti zdravo in zgledno.
Oglasi prepričujejo ljudi k nakupu dobrin in storitev, ter iz altruističnih razlogov poskušajo vplivati na odnašanje ljudi. Tabuizirane teme sporočajo z besedo, sliko in zvokom, pri čemer uporabljajo posebne oglaševalske taktike, da bi se izognili neposrednemu govoru o tabujih. Recimo, za umazanijo, spolnost, nekatere telesne funkcije ter za bolezen ponavadi uporabljajo eufemizme in metafore, oziroma o teh tabujih govorijo zelo posredno. Kombinacije posrednih, besednih in slikovnih sporočil sprožijo učinek tabuja v tistih oglasih, ki tabu uporabljajo kot oglaševalsko strategijo. Podobni učinek samo v obratni smeri imajo oglasi, ki želijo prikriti tabu. Skratka, imamo dve poti. Na eni strani imamo tabu, ki ga oglaševalci poskušajo preseči in ga skomunicirati na način, zaradi katerega ne bi odgnali ljudi. Na drugi strani pa tabu potegnemo v oglase, da bi recimo komercialno imelo za neko podjetje to nek efekt. Obe plati uporabljamo. Če vas samo spomnim, tabuje najdemo v še različnih drugih oglasih. Samo spomnim na vas, recimo čistila, tam je prisoten tabu umazanije, potem izdelki za telesno nego in sanitetni izdelki, tu imamo tabu telesnega vonja, izločanja menstruacije. Potem izdelki za hrano z visokim deležem vlaknin, tam imamo tabu telesnih zvokov in izločanja. Potem imamo kontracepcijske izdelke, naprimer kondome, kjer imamo tabu spolnosti, sperme, bolezni, smrti. Torej, vsaka situacija, ki ogroža celovitost človeka in družbe, je izolirana in tabuizirana. V sodobni potrošniški družbi so te potencialno nevarne situacije obravnavane praktično. Če je kopalnica umazana, jo z lahkoto očistimo z ustreznim izdelkom. Če je telo prepoteno in smrdi, bo dobro milo izničilo stranske učinke celodnevnega dela. Če ima ženska menstruacijo, ji bo učinkovit sanitetni izdelek omogočil, da se pretvarja, da se nič ne dogaja. Kadar oglasi želijo prikriti tabu ali ga postaviti v ospredje, naprimer, danes bomo imeli eno temo, kjer bo kolega imel referat o avtomobilih. Pri avtomobilih, recimo, pri parfumih in pri alkoholu je pravilo takšno, da so oglasi naravnani na način, da povečujejo spolno privlačnost njihovih kupcev. Ne vem, če bo to smiselno za vse oglasi, da sem prej slišala deloma, za katere avtomobile bo šlo, ampak verjetno, če jih postavimo v nek določen čas, pa tudi. Torej, na ta način pač prenašajo sporočila o načinih, kako vidijo svojo vlogo ljudje v družbi. Ker so oglasi tako vse prisotni, vplivajo na naš način, da v dobrinah vidimo rešitev naših problemov. In seveda, bolj kot nas nek tabu spravlja v zadrego, večje je nelagodje zaradi njega. Bolj kompleksne oglaševalske strategije morajo oglaševalci uporabljati, da bi zmanjšali učinek tega tabuja. Upoštevati pa je seveda treba, da so tabuji vedno kulturno specifični in nekaj, kar deluje v Sloveniji, ne bo delovalo na Japonskem ali pa bo učinek morda celo nasproten. In tudi seveda reakcije na tako glas. Intimni telesni izločki, torej blato, urin, kri, sluz, slina, znoj, sperma, mleko, potem von, bodi si naraven, bodi si umeten von, telesne odprtine, plini in glasovi, ki nastanejo pri izločanju, to je vse tabuizirano. To je vse na nek način, v tem smislu teorije tabujev, izven telesa. To se pravi, vsi ti pojavi, vse te fiziološke značilnosti v bistvu krnijo na nek način celovitost telesa in tabu pač želi preseči to necelovitost s tem, da te zadeve poskuša prikriti. Oglasi, ki se nanašajo na človeško telo, na tabuizirane dele, produkte ali procese, tabuje poskušajo omehčati, zmanjšati zadrego, sliko, barvo, osvetlitvijo besedo, intonacijo glasu, mimiko, gestikulacijo, tišino, z glasbenimi vložki in zvočnimi efekti, z metaforami, z intertekstualnostjo in pri tem uporabljajo naslednje strategije. Humor in parodijo, skratka ni ali, ampak je in. Potem imamo resna informativna besedila, slikovne metafore ali posredni tekst, šokantnost,
Potem tabu zamenjamo z drugim tabujem ali pa z nečim, kar ni tabu, substitucija, in pa največkrat srečamo pa kombinacijo večjih strategij, odvisno pač od konteksta. Če grem na stvar, ki se morda zdi nelogična za začetek, ampak pri oglaševanju zdravstvenih kampanj se pogosto uporablja tudi humor. To je na prvi pogled seveda hecno, ampak humor deluje kot preusmerjevalec gledalčeve pozornosti od nečesa neprijetnega v izdelku ali storitvi k bolj sprejemljivemu in všečnemu. In to je potem vstopnica za neko splošno sprejetost. Recimo, komične stripe za promocijo zdravja so v ZDA uporabljali v 70-ih letih in naprej, to se pravi o 20. stoletju govorim, in sicer za ozaveščenje kot za poskus spremembe obnašanja. Tudi pri stripih je treba namreč paziti, tudi stripov se drži stigma, da so namenjeni bolj zabavi, to se pravi, kako bi stripi potem ozaveščali nekaj takega, kot je zdravo življenje, ne? To je ena stigma, da so bolj namenjeni zabavi kot izobraževanju, da so bolj namenjeni otrokom kot odraslim in da so večinoma seksistični, zato mogoče ženske niso primerne v teh stripih. Ampak oglaševalci so že vse to pogruntali in njihove oglaševalske strategije pri promociji zdravja s komičnimi stripi upoštevajo tako starost, izobrazbo, spol, skratka, upoštevajo vse te vidike, s katerimi želijo doseči neko populacijo. Recimo, imamo primer italijanskega stripa, verjetno se ga spomnite iz svoje mladosti, iz otroštva, Alan Ford. Med različnimi vsebinami, ki jih pač izpostavljajo za serije teh stripov, je izpostavljeno tudi zdravje, tveganje za zdravje. Recimo v 70. in 80. letih so Alan Fordovi stripi narativno in vizualno izpostavljali alkoholizem, kajenje, debelost, onesnaževanje okolja, droge, tveganja na delovnem mestu, podhranjenost otrok, zvišan krvni tlak, telesno neaktivnost, nezdravo prehranjevanje brez sadja in zelenjave. V zvezi z rakom je omenjena škodljivost cigaret pri moških. Raku na pljučih je posvečena ena cela številka, kjer tako imenovani doktor Rakar na nek farsičen način predava o tobaku, zraven seveda rauha, kot izključnem povzročitelju raka. To se pravi, tu se mi zdi tak zelo dober primer uporabe stripa. V Sloveniji so pa stripovski žanr kot strategijo promocije zdravja deloma uporabili v državnem presejalnem programu za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb raka na debelem črevesu in danki, SVIT. Imamo tukaj kolegico, na srečo je lahko prišla, magistrica Marjeta Keršič-Cvetel, ki je zaposlena na tem inštitutu, je do lani vodila ta program in potem v diskusiji verjetno lahko izpostavila še vse tiste stvari, ki jih jaz zdaj v samem referatu ne bom mogla. Skratka, tudi oni so si zadali za nalogo, da bodo uporabili strip, da bodo privabili potencialne bolnike. In zdaj, kako so to naredili? Imamo figuro SVIT. Ta stripovska figura izpostavlja tabuje, zadrege, sram, gnus v zvezi s prebavili na nek duhovit način. Recimo, začudeno gleda v stranišče, kaj je padlo ven, potem v predklonu z glavo med nogami zadržano, a radovedno pogleduje proti svoji zadnjici, s čimer recimo oglas sporoča, ne bojte se sveta tam znotraj. Te oglase ste videli lahko zdaj še do nedavnega, jaz sem jih še prejšnji teden gledala. Potem imamo še en tak oglas, čas je, da pomislite nase v isti pozi. In potem imamo še enega skeptičnega svita, ki še razmišlja, ali bi se udeležil tega presejalnega programa, ali bi se vključil ali ne. To je namreč velika dilema. Organizatorji kampanje so se zavedali, da bo svit oziroma povabljeni Slovenec, ki ga svit nagovarja, razmišljal, okleval, nato so premišljeno izdelali komunikacijsko strategijo. Pri tem so se opirali na tuje, na britanske izkušnje in so jih zaprosili, če lahko kopirajo eno njihovo figuro. Lik svita je pa popolnoma nov, slovenski produkt, da tako rečem.
Skratka, ta lik so nadgradili in mu dali eno od ključnih vlog pri komuniciranju programa. Namreč svit pooseblja uporabnika, njegove strahove, predsodke, stiske, težave in jih uspešno rešuje na nek simpatičen način. Ker je pa program Svit zaenkrat edini presejalni program v Sloveniji, ki je namenjen tudi moškim, in glede na izkušnje sorodnih presejalnih programih, za katere se ve, da so moški tista populacija, ki bodo zelo težko odšli do zdravnika, kaj šele, da si bodo dali pregledati neko tako intimno odprtino, so pa skomunicirali pri Svitu tudi določene pripomočke, določene igračke. Ena od teh je, verjetno ste jo že večkrat videli na različnih delih Slovenije, je debelo črevo, pri katerem dobiš vodičko, to so največkrat delale kolegice na inštitutu, ki so razlagale, kaj vse se v našem debelem črevesu dogaja in kaj so vsi ti izrastki in tako naprej. Druga stvar, drug pripomoček je Svit zdravnik. To je figurica narejena iz, ne vem, neke gume, ki jo lahko stiskaš, kadar te je zelo strah pri zdravniku, ko ležiš na tisti mizi, ko ti pregledujejo debelo črevo, lahko pa narediš tudi kaj drugega, po želji. Tako da ta komunikacijska strategija za privabljanje moške populacije je bila zelo dobro izdelana. Zdaj, če povem še samo v številki, koliko je bila učinkovita ta Svitova kampanja. Bila je precej učinkovita, namreč med analiziranimi osebami presejalnega programa je v lanskem letu imelo 94,12% ljudi negativen izvid, to se pravi, niso bili bolni, in 5,88% oseb pozitiven izvid. Kaj zdaj to pomeni v konkretni številki? Predstavljajte si številko 8108 ljudi, ki so bili ogroženi in bodo potencialno zboleli za tem rakom. To se pravi, 8100 in nekaj ljudem lahko ta presejalni program reši življenje, če se ga seveda udeležijo. Potem drug vidik je sporočanje in vabljenje ljudi preko informativnih oglasov. Recimo tak program, ki to uporablja, je program Zora. Tukaj so se odločili, da ne bodo uporabili nobenih ne šokantnih, ne humornih, ne nikakršnih drugih besedil kot izključno recimo neke estetizirane fotografije, ki same po sebi, če bi bile izolirane, recimo, niti ne bi imele nekega pomena, na katerega bi se lahko prilepile naše teorije, da tako rečem, ampak so se odločili, da bodo komunicirali z javnostjo samo na način, tako da bodo konkretne informacije izpostavili in besedno povedali, v čem je pomen pač tega presejalnega programa. Zdaj, imamo seveda tukaj še nekaj, če recimo, učinkovitost tega programa je bila zelo visoka, 80% žensk se udeleži tega presejalnega programa. To se pravi, to je zelo visoka številka. Mislim, da je Marjeta Kešič-Svetelnik povedala, da je številka 60% udeležba, tisti prag, ko se lahko reče, da je nek presejalni program učinkovit. To se pravi, ta presejalni program je zelo učinkovit. Recimo, kar se tiče, mogoče prej sem rekla, da niso s stripom komunicirali, deloma so, recimo, tam vidite enega pacijenta, ki se skrije pred zdravnikom, skratka, določene teme so humorno predstavljene, ampak vendarle večina besedil je narejena tako, da so strokovna besedila. Zdaj, kaj je tale revež tukaj? Ta revež predstavlja bolnika, Svitovega bolnika. Namreč, kot sem že zdaj nekajkrat rekla, da je moške zelo težko zvati k zdravniku, vam lahko povem tudi neko anekdoto. Namreč pregled, narisano, izgleda približno takole, ni prijeten pregled, včasih je tudi boleč, čeprav recimo določene ambulante eksplicitno navajajo, da ta pregled ni boleč,
če jim to res uspe, potem je vsaj neprijeten. No in zato je bil tisti prestrašen moški tam. Namreč kolegice iz Inštituta za varovanje zdravja, v glavi imam ves čas staro in se opravičujem, so bile veliko na terenu z ljudmi in so veliko moških poskušale prepričati, da se udeležijo presejalnega programa in so naletele na hude travme pred tem presejalnim programom. Recimo en primer, moški je 1 leto kradel doma ženi higienske vložke, da bi prikrival, da že krvavi iz danke. 1 leto ni povedal ženi, da že ima težave. To se pravi, da je že bil bolan, ne samo, da je bil kak sum na to bolezen. Ali pa drug primer z podeželja, osebe, ki je imela neko osnovno šolo in je bila dovolj stara, da bi se morala udeležiti tega programa, moški je bil samski, in seveda predstavljate si samskega moškega na podeželju, kako v bistvu odklonilno reagira v večini primerov, vsebno morda je tudi kakšna izjema, ampak v večini primerov je poln predsodkov, da bi se udeležil takšnega zdravniškega pregleda in je kolegici Svetelovi rekel, da se je enkrat po nesreči sekiro zasekal na koleno in da mu ni prišlo na misel, da bi šel zaradi tega k zdravniku, ampak da je vrgel gor, prosim lepo, gnoj in pajčevino in da se je rana sama zacelila. Skratka, predsodki pred zdravniškimi pregledi so lahko strašni. Marjeta bo potem mogoče povedala še kakšno iz terena. Samo toliko, da si predstavljate, da ni enostavno pripraviti programa za populacijo ljudi, ki je že a priori naravnana tako, da sploh zdravniku ne bo šla. Imamo pa tudi primere, ko so moški šli na ta presejalni program in jim niso dobro razložili, kaj bodo na tem pregledu naredili in so zdravnika mahnili. Zato, ker so se počutili posiljeni v tistem hipu. Skratka, vse te variante so se že dogajale. Ampak zdaj, to sem morda bolj pod črto povedala. Govorim še vedno o teh strokovnih besedilih, skratka različna društva, Zveza slovenskih društev za boj proti raku izdajajo zloženke, ki jih najdete na mizah ponavadi v zdravstvenih domovih ali tudi kje drugje. Teh zloženk je zdaj že nekaj. Ampak to morda niti ni toliko zanimivo. Gremo zdaj, ja, ta je še zanimiva, pardon, tega sem spustila. Ta je, recimo, da je tako klasičen plakat, letošnji plakat v tednu boja proti melanomu, ki mogoče uporablja malo klišejske podobe, skratka žena in hčerka podpirata moža, da bo šel na presejanje, na pregled, s tem, da so mogoče malo falili, ker so ga malo preveč postarali, da se smo malo preveč poglajkali, mi ženske to vidimo, mogoče vi to vidite, skratka, mogoče deluje malo umihno, ampak pustimo, zdaj to je lahko tudi stvar okusa, recimo, Ampak hotela sem iti naprej na šokantno sporočanje. Skratka, šokantno sporočanje v kampanjah proti raku je seveda prišlo k nam iz Amerike. Mi si tega nismo izmislili in tudi uporabljamo ga v manjši meri kot v anglo-ameriškem svetu. Recimo najbolj znana v zvezi s tem je fotografska razstava Donalda J.-ja, The Scar Project, to se pravi projekt Brazgotina, s podnaslovom Surviving Cancer, Absolute Reality. To je razstava iz leta 2010, ki je bila leto kasneje objavljena tudi v knjigi. Z golimi fotografijami žensk, ki so zbolele in bile operirane pred svojim 40. letom in z brazgotinami od mastektomije sporoča, da rak dojk ni samo roza pentlja, da je rak dojk še vse kaj več. Z razstavo in knjigo je avtor želel povečati zavedanje o zgodnjem raku dojk, zbrati sredstva za raziskave o raku in za programe pomoči ter pomagati mladim ženskam, ki so preživele raka dojk, da svoje brazgotine, obraze, telesa, izkušnje vidijo na nek nov način. Ta zgled je bil potem uporabljen tudi v komercialnem marketingu. Recimo, da to gre za socialni marketing, čeprav je celo umetniški, ampak je na nek način socialni marketing. Tukaj imamo pa primer trženja spodnjega perila isto s brazgotinami. Skratka, tukaj gre pa za isti princip uporabo istega trika, da tako rečem, s tem, da gre pač za prodajo nekega izdelka.
In potem, ja, to je pa slovenski primer, to je edini tak slovenski primer, ki sem ga jaz uspela najti. Skratka, tu je primer recimo šokantnega sporočanja na način, da je uporabljena neka militantna terminologija in tudi vizualizirana na ta način. Skratka, ne vem, če se zdaj od zadaj vidi, ozadje tukaj je svetlo roza, takšna kot je roza pentlja pri simbol proti raku dojk. Na levi strani je dojka v obliki tarče, kjer piše ne postanite žrtev raka dojk, pazite na to, kaj poudarjam, in na drugi strani je druga dojka, kjer je s puščicami nakazano, na kak način se od središča proti zunanjemu delu dojke pregledujejo. Zakaj sem ga uvrstila v kategorijo šokantnih? Zaradi tega, ker je uporabljena tale vojaška terminologija. Namreč pri raku je velikokrat tako, da je uporabljena vojaška terminologija. Borimo se proti kateremukoli raku ali pa tudi proti cigaretam, debelosti in tako naprej. To je v zdravstvu velikokrat uporabljeno. Pri raku je pa še toliko bolj eksplicitno, kajti mi imamo tu nek trikotnik, imamo poveljnika, to je zdravnik, imamo borca, to je pacient. In potem imamo vojake, podporno osebje, medicinske sestre in tako naprej, ki sodelujejo v procesu zdravljenja. Zdravimo pa kako? Zdravimo z različnimi agresivnimi sredstvi in sicer s kemoterapijo, z biološkimi sredstvi in tako naprej. To vse zelo asociira na vojaško terminologijo. Zato je pač ta stvar uvrščena sem. Potem je tukaj koledar iz leta 2012, pardon, prejšnja skica je iz leta 2008 in pobrala sem jo v enem ženskem časopisu v tistem času. To je pa koledar Evrope Done iz leta 2012, ki je uporabila ženske, mlade ženske, ki so zbolele za rakom dojk, ga preživele in potem so vse ženske na ta način, skratka, nobena ni gola, če pričakujete, da bom to rekla, skratka, vse so na ta estetiziran način predstavljene v koledarju in sporočilo je seveda jasno, rak ni smrt, tudi po raku se življenje nadaljuje in lahko se nadaljuje kvalitetno življenje. Roza pentlja, to verjetno ste že zasičeni z različnimi roza pentljami. Jaz se eno prinesla zraven, sem da nekaj demonstriram. Roza pentlja je simbol boja proti raku dojk. Če jo nosite tako, da je zanka zgoraj, pomeni, da oseba, ki to nosi, je obolela ali je prebolela. Če se pentlja pripeta nosi tako, da je zanka spodaj, to simbolizira solzo ob izgubi nekoga. Potem pa je lahko roza pentlja, ki jo nosite tako ali tako, če je obrobljena s črno obrobo, je to spet simbol, da je nekdo v družini ali od najbližjih za rakom dojk umrl. No, in zdaj, če gremo na to simboliko roza pranja možganov. Pink brainwashing, sem že pri koncu, hvala. V Evropski uniji vsako leto umre 87,000 žensk za rakom, v Sloveniji približno 400. V to številko so zajeti tudi tisti redki moški, ki zbolijo za rakom dojk. Namreč teh je približno 1%, približno 10 do 13 na leto jih zboli za to boleznijo. Prosim, ignorirajte simbola zgoraj in spodaj. Je krščanski križ, ampak v to številko so ne glede na vero zajete tudi druge ženske. Brazgotina po operaciji pri moškem. In zdaj, kje smo? Skratka, ugrabljeni smo od različnih produktov, roza produktov, ki jih vsako leto oktobra prodajajo katerakoli industrija, si to zmisli, ki z rakom nima nobene zveze ali celo prodaja stvari, ki zdravljenju ali zdravemu življenju škodijo. Skratka, posod vidite ali roza barvo, ali roza pentljo, ali pač piše, da to vino prodajajo samo za to priložnost in tako naprej.
Šlo je celo tako daleč, da ne zdravo hrano, kot so pohane kurelke, kako se temu reče, pač jaz povem po mariborsko, skratka Kentucky Fried Chicken, ne, prodajajo taka vedra, to tako dejansko izgleda, taka je velikost tega, pohanih kur, katerega izkupiček tega vedra potem naj bi šel za zdravljenje raka. Potem seveda cel kup prazne hrane, ki zdravim življenjem nima nič. Morda tale paradajzova župa še niti ni tako škodljiva, ne? Ampak je pa še cela vrsta drugih izdelkov, ki jih prodajajo v imenu zdravega življenja in preventive. Recimo v Ameriki, ne, v tem času barvajo z roza parkirišča, kakor simbol, ne, zdaj smo v mesecu, kjer je treba dati temu poudarek. Teh primerov, ko nas je v bistvu industrija ali prehranska, ali kozmetična, ali katerakoli druga ugrabila, je še nešteto. Recimo kolački, tukaj te slike morda niso najboljše. Kolački z roza pentlo ali pa z roza, ne vem, nekimi dodatki bomboni ali nekaj, ampak prodajajo tudi kolačke v obliki dojke v tem času. In tako naprej. Do raznih seveda izdelkov, ki z zdravim življenjem nimajo popolnoma nič. In temu se zdaj zoperstavlja seveda na slovenski strani nek bolj zdrav odnos do tega pojava, čeprav smo tudi že ugrabljeni, ampak vendarle recimo se ves čas opozarja, da roza ni zgolj poza, da to ni nekaj, kar ti kupiš v trgovini in si potem zdrav, ampak da je treba malo bolj kritično razmisliti o tej tematiki in na to temo je potem precejšnje število raznih natečajev in tako naprej. In seveda, v tem času krožijo številne publikacije in predavanja in tako naprej. No, tukaj recimo je en primer izdelka, skoraj skrajen primer, kjer pač se podpirajo raziskave raka dojk, ampak pogledajte napis spodaj. Because the longer you live, the more you can smoke. A ni to perverzno, da nekdo oglašuje, ne oglašuje cigarete, prosim, brez roza pentlje, ampak da ti še kaj takega zraven napiše, da če boš preživel raka, boš pa lažje potem nekaj časa kadil. Grdil, da se je verjetno do kadilec, pa mi bo mogoče zameril, ampak samo govorim o tem, kaj je pač naša stvarnost. In seveda ne neha se v našem življenju, da v smrtnem življenju lahko bolniki z rakom dojke naročijo, torej za posmrtno življenje naročijo roza trugo, z roza, ne vem, kako se sploh ta oprema imenuje, se upravičujem, recimo na pošti, da si nam ne vem, kaj še vse pride noter, in roza barva se lahko naroči v več odtenkih. Skratka, to je perverzija, ki nas čaka, če ne bomo pozorni, kako bomo te kampanje o zdravju v Sloveniji peljali naprej. Potem imamo pa še neko nepričakovano sporočanje. I wish I had breast cancer. Kdo si pa lahko želi, da bo imel raka dojk? Ampak poglejte si to punco. Punca je stara 22 let, bila je stara 22 let lansko leto, letos je umrla. In je imela raka trebušne slinavke. Ta je neozdravljiv, zanj ni zdravila. Tumori so se ji pojavili nad lobansko kostjo, kako naj to rečem. In ona si je v bistvu želela, da bi imela raka, ki bi bil ozdravljiv, zato ker potem bi vsaj imela možnost živeti. Ni bilo dano, umrla je. Ta oglas so v stotinah primerov prijavili na eno od ameriških britanskih oglaševalskih razsodišč, ki je razsodilo, da v bistvu oglas ni žaljiv, ampak je res skrajen, ampak da opozarja na našo stvarnost, da so raki, ki so neozdravljivi in da zanje enostavno nobena kampanja ni dovolj. Zlorabe, ena slovenska, ženska z modrcem ni več tako redek pojav, kjerkoli jo vidimo. Ta ženska ima na modrcu narisano izolacijski material za streho, ne vem kako že neka volna, kaj že to, tisti, ki ste zidali hiše, boste bolj vedeli, in pa še eno firmo. Zgoraj piše, now tip sta enaki. To je v
slogan, ki ga uporabljajo v onkologiji, ko ženskam predstavijo, kako bo izgledala rekonstruirana dojka, skratka dajo jim otipati dve silikonski dojki, ki sta na otip enaki. In ta slogan so prevzeli za ta oglas. Leta 2000 jih je na slovensko oglaševalsko razsodišče postavila neka neznana oseba. Oglaševalsko razsodišče je reklo, res je, žensko telo se ne sme zlorabljati v tak namen. Res je, da je prevzet celo slogan, kar je nelojalna konkurenca, ampak takrat oglas ni bil smatran kot žaljiv. Danes bi, upam, oglaševalsko razsodišče razsodilo drugače. No, potem imam še nekaj drugih slovenskih primerov iz leta 2006. Skratka, ljubljanske mlekarne so oglaševale v tistem času, mislim, da en ali 2 meseca roza pentljo in tukaj pač na temle v rozo kvirčku na mleku je pisalo nekaj podatkov o bolezni. Potem imamo recimo kampanje Evropa Dona, Zaveži za življenje, kjer je roza pentlja uporabljena na en tak alternativen način, ki nam v bistvu sporoča, migajte, pejte laufat, ne? In pa na tak način, in to se mi zdi pa, da bi bil oglas v prejšnji kategoriji bolj odveži za življenje. Če odvežeš nekaj, kar res je podobno roza pentli, kaj ti ostane? Ostane ti gola ženska. In smo spet pri degradaciji ženske. Zato se mi zdi ta oglas neposrečen, čeprav ni bil narejen, da bi recimo tržil karkoli. To je treba priznati. Je bil pač en poskus, tudi iz leta 2006. Imamo oglase na tej mobilni enoti za mamografsko slikanje, ki kroži po tistih krajih, kamor ženske ne morejo. In zdaj, ja, imamo zdaj, nisem še povedala, to je zdaj že zaključek, 3 stvari. Svit, zora. Kaj to pomeni, če prevedete? Svit in zora, to je eno in isto pravzaprav. To je zgodnje jutro, ko sonce vzide, ne? In tukaj je recimo tale zora simbolizira, nad horizontom je sonce in pod horizontom je napis tega državnega programa. DPOR, državni program za obvladovanje raka, to so pa zdaj vsi ti 3 programi v tem vključeni in imamo spet isto simboliko, skratka nekoga, ki ob ranem jutru stoji na hribu in se veseli sonca. In to recimo s to simboliko bi lahko zdaj tukaj zaključila, veselimo se sonca, veselimo se življenja, kadar dobimo vabilo, se bomo pa šli pregledati, a ne, direktorja učiteljice. Tako, hvala lepa, no malo me je